Dobro, evo, pozdravljeni na še enem predavanju za priprave za astronomsko olimpijado leta 2023. Današnja tema bo spet nebesna mehanika, kar, no, dobro, to bo drugi izraz za uporabo gravitacije v različnih primerih. Prej z vidom ste delali pri nebesni mehaniki orbite, pa planete, sonče, pa take stvari. Danes bomo pa v bistvu si pogledali samo ene par zanimivih primerov uporabe gravitacije in matematike in pogledali, kakšne zanimive situacije bomo od danes naprej znali poračunati in matematično opisati. Obdelali bomo 4 stvari, to je Lagrangeove točke, plimne sile, raketno enačbo pa gravitacijsko fračo, ki so tako primerne matematično za vas srednješolce, pa tako mogoče malo bolj napredne, ne najdejo se glih na državnem tekmovanju, večinoma na kakšni olimpijadi se potegne najti, pa glede na to, da se predava tukaj, se utegne tudi na izbirnem testu kakšna od teh tem pojaviti. Tako da najboljše, da kar začnemo, in naša prva točka so Lagrangeove točke. Zdaj, pri vidu pri nebesni mehaniki 1 ste povedali, da načeloma vsak, mogoče pa niste povedali, bom pa zdaj povedal, no, da vsak sistem dveh teles, torej telo 1, telo 2 točkasti, masa 1, masa 2, se da zelo lepo analitično rešiti. Prestavimo se v težičen sistem in potem imamo v bistvu samo eno od 3 možnosti, bodisi krožita po elipsi, bodisi sta v neki hiperboli ali pa v paraboli. No, ena glede na drugo. In vsak tak sistem je rešljiv, zdaj pa izkaže se, da če pa dodamo v splošnem še eno točko zraven, pa hočemo poračunati, kakšna je zdaj gravitacijska povezanost in tiri in orbite in karkoli pač že 3 teles z različnimi masami, z nekimi začetnimi pogoji, pa se izkaže, da matematično ne obstaja nobena taka lepa analitična rešitev. Obstajajo neke zelo posebne, bistveno neuporabne neke take orbite v obliki osmice, ampak lahko pa postavimo ene zelo specifične pogoje in pa se pa vseeno da še kaj poračunati, vsaj v nekem približku. In eno od teh primerov so Lagrangeove orbite. Namreč situacija naj bo taka, imamo kar konkretno Sonce pa Zemljo, ker recimo, da je Sonce zelo težje od Zemlje, kar je, pa da Zemlja kroži po krožni orbiti, kar več ali manj v dobrem približku, no, tudi kroži. In zdaj se vprašamo, kje v vesolju lahko mi postavimo tako točko, da bo krožila okrog Sonca z isto krožno frekvenco, z istim obhodnim časom kot Zemlja, ampak ne bo na Zemlji. Se pravi, da bodo vse sile nekako tako lepo delovale na ta objekt, da bo relativno na Zemljo oddaljenost vedno enaka. In pač, da bo skupaj z Zemljo krožil okrog. In izkaže se, da v takem sistemu 2 teles je takih točk 5. Imenuje se po pač enemu matematiku Lagrange. Zdaj bomo mi malo poračunali, kje pač so te točke in kako jih matematično izrazimo, dolžino do njih in tako naprej. Oziroma posvetili se bomo predvsem L1 pa L2, ki sta najbolj prikladni za različne praktične uporabe, ker sta pač najbližji Zemlje. L3, L4 pa L5 bomo pa samo omenili, kako pridejo matematično ven. Zdaj, čisto tako si lahko predstavljamo, okej, L1 je bližji Soncu kot Zemlja, ampak na zvezdnici Zemlja-Sonce. Se pravi, L1 bo krožil z isto krožno frekvenco, se pravi, bo centripetalna sila, ki jo bo potreboval za kroženje, bo manjša. Pač ravnovesje sil mora delovati, ne? Ampak v bistvu, sila Sonca bo večja kot na Zemlji, ampak pa bo pa še Zemlja malo svojo gravitacijsko silo, to silo od Sonca malo zmanjševala in na neki točki vmes, mogoče pač obstaja taka točka, kjer sta gravitacijski sili Sonca pa
Zemlja je glih taki, da glih ustvarita primerno centripetalno silo, da ta L1 kroži z isto krožno frekvenco kot Zemlja okrog Sonca. In isto velja za L2. L2 pač je malo dlje kot Zemlja od Sonca, zapravo v bistvu uporabimo večjo centripetalno silo in ta ekstra silo doda Zemlja, ki je tudi zraven v isto smer vleče kot Sonce. Potem so pa še seveda L3, ki je na drugi strani kot Zemlja, praktično na tirnici, ampak ne čist. L4 pa L5 sta pa eni taki posebni, ki sta nekako tako trikotnik, enakostraničen, spred pa zad po tirnici. No, in zdaj si bomo pogledali, recimo, kako bi izračunali razdaljo recimo od Zemlje do L1. Ker potem bomo ugotovili, da sta L1 pa L2 zares praktično uporabni, tudi so stvari tam, se pravi, iz Zemlje smo poslali različne satelite in sonde in take stvari, ker obstajajo zelo dobre praktične uporabe za točki L1 pa L2. Bom jaz za L1 poračunal recimo, za L2 račun pa si lahko naredite doma, je praktično identičen, tudi za L3 se da malo drugače pride. Ampak no, postopek bo zelo podoben. Pa si pogledamo, ne, imamo svinčnik. Imamo tlele Sonce, tudi tu bo zdaj skica prišla, imamo naš objekt na neki točki in imamo Zemljo. Temu bomo rekli, ima maso M, tole ima maso M in razdalja med Soncem pa Zemljo, ok, da je v to splošnem sta dva različna objekta, imamo razdaljo D in potem tukaj na razdalji X od Zemlje imamo minus L1. Ne. Takole. In zdaj si pogledamo, mi imamo kakšne sile zdaj delujejo na to točko L1 oziroma na telo v točki L1. Ja, imamo silo Sonca, recimo temu F1, imamo silo Zemlje F2 in to so vse sile, ki na to telo delujejo. Seveda vsota sil ni enaka nič, ker to telo se ne giblje premo enakomerno, ampak kroži. Se pravi, vsota teh sil bo mogla biti enaka centripetalni sili. Se pravi, nekako takole F1, vektorsko, dajmo po velikostih pisati, ne bom vektorskih znakov, čeprav tukaj lahko vektorski znak napišem, ker je to pač sila, ne je vektor. Tukaj bomo pa sam z velikosti gledali, zdaj bomo mogli šteti. Se pravi, F1 minus F2, ne, bo enako F centripetalni. Zdaj smo rekli, masa, ta veliki M bo bistveno večji od malega M-ja, se pravi, si lahko predstavljam, da v bistvu vse skupaj kroži okrog te točke v M-ju, se pravi, okrog M-ja praktično, ne okrog skupnega težišča. Če bi upoštevali, da je krožil okrog skupnega težišča, bi še kakšen približek več mogli narediti, bi se dal vse poračunati, še vedno pa isti rezultat bi dobili. Tako da dajmo se na tole predpostaviti zaenkrat. Ja, F1 je, kaj to je? Kaj pa masa objekta? Dajmo še maso objekta v L točki. To pa itak se bo pokrajšalo ven, ampak dajmo vseeno, recimo M črtica. Okay. Se pravi, gravitacijska sila F1 bo G, krat masa Sonca, krat masa našega objekta, deljeno z, pa imamo D minus X na kvadrat. Potem je gravitacijska sila Zemlje, bo G M črtica ulomljeno z X na kvadrat. In to bo pa enako centripetalni sili. Centripetalna sila bo pa omega na kvadrat krat razdalja od središča krožnja, to bo pa spet X minus D, D minus X, ne. D minus X. Ok. Ok. Koliko je pa omega? Naj se kdo javi, kdo ve, koliko je omega, kako bi omega izrazili tukaj ven. Lahko bi, se pravi, 2π T0 od Zemlje. Ja, 2π T0 od Zemlje, seveda v bistvu bomo z Zemljo ta omega, ampak v bistvu mi bi, mislim, tamle G imel narobe hodijo, pa tudi T0. Dajmo rajši omego izraziti kar z temi podatki R-jem pa G-jem pa M-jem od Zemlje, ne. Pač jasno, velja po tretjem pač enem od Keplerjevih zakonov, velja omega na kvadrat je enako, kar, kaj imamo, G-M ulomljeno z D na 3. To je v bistvu Keplerjev zakon in v bistvu za Zemljo, pač predpostavimo, da kroži
središčem, da je središče kroženja kar direkt v središču Sonca in zdaj bomo mi tole nesli sem noter, pa se premaknemo malo dol, pa pogledamo, kaj dobimo. Se pravi, imamo G, M, črtica, vlomljeno z D minus X na kvadrat, minus G, M, črtica, vlomljeno z X na kvadrat, mora biti enako G veliki M vlomljeno z D na 3 krat D minus X. Ok, zdaj vidimo, da se nam G-ji kar črtajo. Pa dajmo mi vse skupaj množiti še z D na kvadrat. Krat D kvadrat. No, da vidimo, kaj dobimo. Zdaj dobimo M krat D na kvadrat vlomljeno z D minus X na kvadrat minus mali m. Pa še, tle smo še pozabili, jasno, centripetalna sila je, to je samo pospešek, tle imamo še m črtice. Očitno se nam m črtica krajša ven. Se pravi, masa Zemlje krat D na kvadrat vlomljeno z X na kvadrat. Tukaj imamo pa maso Sonca. Ok, tle nam, ker smo zmnožili z D na kvadrat, nam tle še en D v imenovalcu ostane, ampak dajmo ga sem k temu delu predstaviti, se pravi, tle dobimo še 1 minus X deljeno z D. Ok? Ok. Zdaj pa, kako bi se tega najlažje lotili? Dajmo vse skupaj še deliti z M. Deljeno z velikim M. Pa ok, tle lahko zapišemo tole, se pravi, tale člen lahko zapišemo kot 1 vlomljeno z 1 minus X deljeno z D na kvadrat. Če kdo tega koraka ne razume, nam je prosim reče zdajle čim prej. Minus, nam je kar prekine. Tukaj dobimo M deljeno z M krat tale D na kvadrat vlomljeno z X na kvadrat enako 1 minus X deljeno z D. To je zdaj fajna oblika enačbe, ki je vse brezdimenzijsko, tle imamo M deljeno z M brez dimenzije, pa deljeno z X, oziroma X deljeno z D je tudi brez dimenzije. Ok, zdaj, tehnično, ok, tukaj imamo zdaj enačbo, za X jo lahko rešimo, ne? Sam težava je, kaj kubična enačba, pa tehnično obstaja rešitev, sem je zelo, zelo grda. Da se boljš tukaj. Kaj smo že rekli? Rekli smo, da je tale razmerje mas ogromno, se pravi, da je veliki M bistveno večji od malega M-ja. To pa v bistvu bo tudi pomenilo, da bo mali X, mislim, da bo X bistveno manjši od D-ja. Se pravi, v bistvu, da je tale člen tukaj, tole, da je ta člen 1 minus tale X deljeno z D, tale X deljeno z D, da je zelo, zelo, zelo majhna stvar. In tukaj bomo uporabili eno matematično foro za en približek za majhne količine. Ga bom tle na stran napisal. V najbolj splošnem, če imamo, ne bom čisto splošnem, ampak takole, če imamo 1 vlomljeno z 1 plus nekaj majhnega, bomo temu recimo epsilon rekli, na neko potenco, recimo na N, bo to potem prišlo 1 minus, zmanjka prostora, 1 minus N epsilon, plus še neki popravki, ki bojo velikosti epsilon na kvadrat ali pa več. Ampak ker smo rekli, da je epsilon zelo majhna stvar, ok, 1 je kar veliko v primerjavi z epsilon, se pravi, rekli smo, epsilon mora biti mnogo manjši od 1. Zdaj, v fiziki to pomeni efektivno, ne vem, stotina, tisočina, karkoli takega. Recimo, da je epsilon 1 tisočina, ne? Pa tle imamo je dvojka, ne? Se pravi, tle imamo 1 minus 2 tisočini in potem bi imeli tukaj minus popravk v milijoninah. Se pravi, te popravki, mislim, tukaj so še epsilon 3, pa veliko popravkov je še naprej, ampak ker so vsi v velikih potencah epsilona so praktično zanemarljivi z tem členom tukaj. Ok, 1, mislim, lahko bi si rekel, pa dajmo zanemariti ta na epsilon člen, ampak se bo izkazalo, da če tega zanemarimo, pa dobimo neke nemogoče rešitve. Skratka, prvi pomemben člen bomo še pustili, vse ostale pa naprej pa zanemarimo. In prvi pomemben člen je tale na epsilon. Tako da, ja, zdaj bomo tole za N je 2 uporabili, ne. Se pravi, naša predpostavka je, da je X
deljeno z d mnogo manjše od 1, oziroma da je x mnogo manjše od d, dobimo, tole razvijamo, se pravi, dobimo 1, ok, zdaj pa tle plus epsilon, tle pa minus epsilon, ampak lahko si predstavljamo, kaj pa če ta epsilon negativen star isto deluje, se pravi, predstavljamo si, da je tale cela stvar naš epsilon. Vse tole naš epsilon. In dobimo minus, se pravi, bomo dobili plus, n je 2, pa naš epsilon, se pravi, x deljeno z d. In vse ostalo lahko prepišemo. Minus m deljeno z m d kvadrat ulomljeno z x na kvadrat je enako 1 minus x deljeno z d. Ok. In še tole bomo zdaj pokrajšali. Enke se krajšajo. Ta člen prestavimo na to stran, pa dobimo 3 krat x deljeno z d, ta člen pa na to stran, pa dobimo masa z maso, pa d z x na kvadrat. Se pravi, dobimo 3x deljeno z d enako m z m d kvadrat z x kvadrat. In še naprej dobimo, da je x na 3 enako d na 3 krat masa vlomljeno z 3 velike mase. In še zadnji korak, se pravi x bo enako d krat tretji koren iz mali m deljeno z 3 veliki m. In to je zdaj razdalja do naše L1. Zdaj se pa najbolj vprašamo, koliko to je, ne? Za Sonce, Zemlja, čez preprosto. Imamo d je 150 milijonov kilometrov, masa Zemlje je približno 6x10 na 24 kilogramov, masa Sonca je približno 2x10 na 30 kilogramov. Postavimo te številke, tale člen noter se izkaže, da primemo, kaj imamo 6 na 24, pa deljeno z 3x2 je tudi 6, se pravi 6 krajšamo 30, 10 na minus 6, tretji koren 10 na minus 2. Se pravi, dobimo, da je x je enako d stotin, se pravi na eni stotini proti Soncu, kar je 101,5 krat 10 na 6 kilometra. Takole. To je prva Lagrangeova točka. Izkaže se, izraz za drugo Lagrangeovo točko bo identičen prišel, se pravi, prva Lagrangeova pa druga Lagrangeova točka sta isto oddaljeni od Zemlje. Doma vas spodbujam, da rešite še za L3, podobno zabaven rezultat dobite. Mislim, da celo ne rabite takih približkov, podoben približek bo treba narediti, tam ne dobite pa kubične, ne bo treba kubičnega korena vzeti, če boste za L3 računali. Ja, in zakaj so te točke uporabne? Zdaj pa to jaz vas sprašujem. Povejte, naj se kdo javi, pa povej, zakaj je L1 pa L2, zakaj sta uporabni. Ja, recimo, da lahko pač komuniciramo iz Zemlje s sateliti, na primer. Ja, ok, mogoče ta uporaba ni glih za L točke, zato ker L točke so precej daleč od Zemlje, na koliko stotini poti do Sonca, se pravi, za komunikacijo bi bilo precej počasi, če bi mogli vse čez L točke jeti, pa tudi na Zemlji imamo ogromno enih anten za komuniciranje s sateliti. Mogoče komunikacija ni glih najbolj uporaben aspekt L točk. Še kakšne so v redu ideja, samo mogoče še kaj drugega. Mogoče je tudi, da, ne vem, pač, ko so malo bolj stabilne, pa ni treba to goriva za kakšne korekcije porabljati, ali pa to. Ja, zdaj težava, o tem nisem še govoril, L1, L2 pa L3 so samo na pol stabilne, ne? Ja, Levo, desno so, se pravi, takole, v tele smeri, takole gor pa dol so stabilne, ampak če te pa malo sem ali pa sem odnese, te pa stran odnese, se pravi, dejansko rabiš neko, če tudi so tehnično, smo izračunali, da vsota sil je nič v rotacijskem sistemu, je še vedno treba majhne popravke delati.
Mislim, lahko bi pa v tirnico okrog Zemlje vtiral pač satelit, pa bi po mojem rabil manj popravkov, zato ker tirnice okoli Zemlje so bolj stabilne. No, ne se bom jaz povedal. Recimo L1 je skrajno uporabno za recimo opazovanje Sonca. L1 ti da nemoten dostop pač do Sonca in še v bistvu si ti pred Zemljo, se pravi recimo lahko opazuješ, mislim, lahko zaznaš recimo sončev veter, še preden pride do Zemlje. In zato recimo lahko greš ti na spletne strani in vidiš, kdaj bo severni sij, ene 2 ure, preden dejansko je severni sij, zato ker zaznajo to. Ni to zdaj svetloba, ok, svetloba pač to isto hitro potuje kot valovanje, ampak kakšen sončev veter, ki so pa delci nabiti, protoni, elektroni in marsikaj, tisto pa bolj počasi potuje, običajno, ne vem, samo 100 km/s ali pa 300 ali pa kaj takega. Tisto pa dejansko deli sateliti na L1, recimo, ne vem, SOHO je en tak, pa zaznajo prej kot pač mi na Zemlji. To je ena uporaba. Druga uporaba, recimo za L2, recimo James Webb je v L2, je zato prvo, ki je dosti daleč od Zemlje, mislim, za Webba je L2 dober, ki je dosti daleč od Zemlje, pa ni toliko moteč, ker meri pač infrardeče in mora biti stran obrnjen od Sonca ves čas. Zdaj, če bi bil na L1, bi bil stran od Sonca obrnjen sam proti Zemlji, pa to ne bi bilo dobro, zato je na L2 je stran od Sonca in stran od Zemlje, to je pač zato, da bolj deluje. Še mogoče ta komentar. V L1 so dejansko v L1 zelo blizu vsi tisti sateliti, ki jih tja pošiljamo pač par kilometrov stran, medtem ko v L2 pa tipično ni zares tam nobenega satelita, ampak sateliti krožijo po neki taki navidezni orbiti okrog L2, predvsem zato, ker L2 je dejansko v senci za Zemljo, pa še to ne čist vedno in nekaj nepredvidljivega je pač, lahko je senca, lahko je malo bolj oblačno na Zemlji, pa je malo bolj temno v točki L2, ali pa malo bolj sončno na Zemlji, pa je, mislim, malo manj oblakov, pa je bolj svetlo v L2. Skratka, točka L2 je zelo neenakomerno osvetljena s strani Sonca. Če ti hočeš satelit imeti v popolni temi, ga boš nekam drugam dal, če hočeš imeti ga popolnoma na Soncu, ga boš tudi nekam drugam dal. Predvsem sateliti zahtevajo neko zanesljivost in običajno jih potem dajo v tako krožno orbito okrog L2, kar jim zagotavlja, da so tudi vedno na Soncu, nikoli niso v senci Zemlje, ampak pač so na primerni oddaljenosti in vse to. Zdaj, L3 pa L4 pa L5 so mogoče pomembnejše za Jupiter, zato ker v teh točkah najdemo pač neke skupine satelitov. Mislim, da za Jupiter so, zdaj ne vem, ali so L5 ali L4, ampak nekje so Trojanci, nekje so pa Ahajci, pač skupina satelitov je imenovana po Grkih. V točki L3 od Jupitra so pa Hilade, tudi ena skupina satelitov, asteroidov. In stvar je v tem, pač ne, to so stabilne točke in tam pač, če asteroid tja zaide, bo ostal, zato se take gruče naredijo. Dobro, ima kdo še kakšno vprašanje glede L-točk? Je bila izpeljava jasna, saj pač ni nekaj pretirano posebnega. No, dobro, pojdimo zdaj naprej na plimno silo. Plimna sila. Bom probal v teh parih, recimo 15 minutah razložiti, zakaj je plima tudi na drugi strani kot je Luna. Ker človek bi si mislil, ok, super, Zemlja je tle in zdaj vodo bo vlekel proti Luni, ampak zakaj pa na drugi strani Zemlje vleče stran od Lune? Ker pač, če si predstavljamo, takole recimo, da je Zemlja, pa tle Luna, plima zgleda neki, imamo kakšno modro barvo. Modro, evo. Plima zgleda nekaj takega. Skratka, plima je na obeh straneh, se pravi, vprašanje je, zakaj tukaj tudi vodo stran vleče. Mislim, tukaj je očitno zakaj, je očitno, pač, no, to bomo razložili. Zdaj, ko ste delali gibanje dveh objektov, se pravi sistem dveh teles, ste večinoma predpostavili lahko, da so točkasta. Oziroma vsa matematika deluje na ta način, kot da so točkasta. Ampak zdaj veliko objektov pa ni točkastih. In
pa še vedno več ali manj se te enačbe delujejo. Zakaj? Zato, ker večina planetov in sonc in zvezd in črnih lukenj je okroglih. In izkaže se, da če je telo okroglo, se pravi sfera homogena krogla, potem za ves polje zunaj tega objekta deluje fizika enako, kot da bi bil ta objekt ena sama točka s to maso pač skoncentrirana v težišču te naše krogle. Ampak, ker pa niso, seveda, ker Zemlja ni točka, se pa pač zgodijo te stvari, kot se jim reče, recimo, kot tudi plimna sila. Poglejmo si, ne, se pravi, mi imamo tlele v narisu Zemljo. Tole bom zbrisal najprej. Pa si bomo pogledali takole Zemljo. Pa tukaj bo pač Luna. Luna, Zemlja. Ok. Gravitacijska sila Lune na Zemljo na tej točki, dajmo označiti, imamo označiti stvari, tole bo, kaj dajmo temu reči, D, pa pač po omeru Zemlje bomo rekli R. Gravitacijska sila v tej točki od Lune, ne, je seveda G krat M krat masa Zemlja bo M, Luna bo imela maso M, G, M, M, ulomljeno z D na kvadrat. Tu ni dileme. Prav, to je sila v centru, bomo rekli tako, FC. Zdaj pa si pogledamo recimo silo na tem koncu. Ja, tukaj pa ni več gravitacijska sila enaka temu, ne bo pa malo manjša, se pravi, F rob je pa GMM ulomljeno z, tukaj imamo pa D minus R na kvadrat. In zdaj, Zemlja se giblje, oziroma Luna se giblje okrog Zemlje. Skratka, če bi ti stal v središču, ne bi čutil nobene sile od Lune. Zdaj nas pa zanima, ok, tukaj pa očitno gravitacijska sila ni ista kot v središču. Se pravi, ta človek na površju Zemlje bo pa mogel čutiti neko ekstra silo, neko tako čudno sistemsko skoraj ne silo. Ja, je sistemska. Ki pač pride do tega, da pač ja, na robu Zemlje ni gravitacija taka kot v središču in vsa fizika deluje na tem, da pač računamo, kot da je vsa masa v središču, se pravi, vključno s tabo, ki si na Zemlji, ampak ti si pač na površju Zemlje. Se pravi, to odprije razlika. In zdaj pogledamo, kakšna je ta razlika sil, se pravi, delta F, oziroma ta razlika sil, temu bomo rekli plimna sila. L je enako, kaj lahko izpostavimo? Dajmo izpostaviti GMM, to sigurno lahko izpostavimo. Ostane nam, ok, kera je večja? Večja bo ta tle, ne, se pravi, dajmo to prvo, 1 ulomljeno z D minus R na kvadrat, minus 1 ulomljeno z D na kvadrat. Tole bomo tole prestavili. Ja, dajmo tlele še en D kvadrat ven izpisati, se pravi, delta, plimna sila bo GMM ulomljeno z D na kvadrat. Kaj pa tle dobimo? Tle dobimo pa 1 ulomljeno z 1 minus R z D na kvadrat, minus 1 ulomljeno z, minus 1. Minus 1. Minus 1. Ok, in zdaj spet lahko rečemo, ok, Luna je ful bolj daleč, kot mi na Zemlji od središča, ne, se pravi, D je mnogo večji od R-ja. Zato spet tole lahko razvijamo na isti način, kot smo prej razvili za Lagrangeove točke. Dobimo GMM ulomljeno z D na kvadrat krat 1 minus 2. Minus je, pa ki je v imenovalcu, tle v bistvu tole eksponent je minus 2, se pravi, dobimo plus 2R z D minus 1. Minus 1, ki se nam črtajo. In dobimo, da je razlika sil enaka, torej tudi plimna sila FPL
je enako GMA vlomljeno z D na 3 krat R. In to zdaj v bistvu deluje za kakršenkoli R, to je v bistvu prvi popravek v razvoju, če bi probali tole razviti, ne. Če kdo že slišal za Taylorjev razvoj, morebiti, je pač naša plimna sila samo nekako prvi linearni člen, kako se gravitacijska sila spreminja iz središča proti robu. To smo seveda v predpostavki naredili, da je razdalja od recimo Zemlje do Lune mnogo manjša. In zdaj lahko bi naredili podobno računico za točko, ki je tukaj bolj oddaljena od Lune na nasprotni strani Zemlje, in bi ugotovili, da v bistvu pa ta plimna sila tudi naven kaže, se pravi v to smer, ne, se pravi tukaj plimna sila sem kaže, pa tukaj sem kaže. In v bistvu, če bi šli na severni pol gledati, bi ugotovili, da proti centru kaže. In zdaj, če približno narišem, to se da seveda se poračunati, pa mi ne bomo tega delali, samo tako, da imate približno občutek, kaj se dogaja, kako izgledajo plimne sile na površju Zemlje. Ja, ta ven kaže, ta not kaže, zato tudi dobimo tako, zato pač je plima taka, kad je. Tle pa pol tako na nek čuden način. Not pa ven. Pa mogoče še to, se pravi, mislim, da plimna sila na polu je glih ena polovica tiste plimne sile na ekvatorju. Ampak nisem pričel, ne pa nek lep faktor vmes. Seveda, če koga to zanima, pogooglite, pa boste veliko stvari lahko videli. Ampak zdaj nimamo časa, da bi veliko preveč o tem govorili. Ampak iz te plimne sile no, pa pride še en zanimiva fizikalna posledica. Namreč predstavljajte si, ok, recimo Luna, Zemlja, dobro, Luna ni dober primer, nekaj, kar se vrti. Luna je plimno vklenjena v Zemljo, to pomeni, da nam vedno isto smer kaže, isto obraz. In v tem primeru tale izpeljava, ki jo bom zdaj naredil, ne bo dobra, ampak v splošnem, če imamo nek planet, ki se lepo vrti z neko svojo pač dosti veliko periodo, okrog svoje osi, pa pač kroži okrog neke zvezde, recimo. Predstavljamo se na tem planetu en kamenček na tele točki, ne. Zdaj, če ta plimna sila toliko... lahko sem nekaj vprašam. A bi tam v oni enačbi mogel biti še en faktor 2 ali... Ja, sorry, ja, imaš prav, hvala. Tlej 2 razred, se pravi, tlejle dobimo dvojko. Ja, hvala za popravek. Le oglasite se, če kaj narobe povem. Se pravi, ja, imamo nek planet, ki bi krožil okrog zvezde, in ta zvezda pač bo ustvarjala neko plimno silo na površju tega planeta. Ampak kaj se zgodi, če zdaj ta plimna sila večja od gravitacijske sile samega planeta, ker ta kamenček pač drži na planetu, ali pa pač kos plina. Ja, če se to zgodi, se bo pač ta planet raztrgal. In ja, se mojem prav tehnično reče, da se raztrga stvar. To pač se čisto preprosto pove, se pravi, da je plimna sila na robu, FL na robu, ne, enaka kar FG pač planeta, ne. Se pravi, tukaj imamo, pač v robnem primeru bo tukaj veljalo tole ravnovesje in če bo plimna sila še večja, bo pač ta planet raztrgal. Dobesedno ga raztrga in potem po celi orbiti raznese pol praktično diskrata. Ja, pač napišemo, ne, se pravi, imamo 2GMM vlomljeno z D na 3 krat radij planeta je enako gravitacijska sila na to točko, bo pa, ok, to je zdaj, tale M je masa recimo zvezde, ki je tu v bližini. Ta M je masa enega kamenčka, ki je na površju, ne. Se pravi, tukaj imamo pa G krat masa planeta, krat masa kamenčka, deljeno z R na kvadrat. Tole obrnemo, dobimo, da je takole R na 3 krat 2M enako mali m krat D na 3. In zdaj iz tega lahko recimo izračunamo, koliko blizu zvezde sme biti planet s tako maso in s takim radijem. Se pravi, naša razdalja, minimalna razdalja, na kateri se planet še ne raztrga, je polmer planeta krat tretji koren iz
2 krat masa velike zvezde vlomljeno z maso male zvezde. To se da tudi na maso zvezde deljeno z maso planeta. Tako. Okay. In to se da tudi recimo na gostote prepisati, pa zaenkrat je to zadostno. Je to razumljivo, kaj približno se zgodi. Zdaj, težava bi bila pri Luni, na primer. Če je bilo vprašanje, kdaj se pa Luna raztrga. Pri Luni pa stvar v tem, da pač nam vedno kaže isto stran, zato ker je rahlo nesimetrična in je pač to energijsko najbolj ugodno, da se pač s to stranjo obrne proti Zemlji. V tem primeru bi pa mogoče bolj pametno se bilo lotiti z tisto analizo kot prej Lagranževih točk. Pri Lagranževih točkah je v bistvu tako, da si predstavljal, da je pač tle en tako velik planet, ki vedno z isto smerjo kaže proti Soncu. In zdaj, če bi ta planet slučajno, se pravi, plimno uklenjen, če bi tak planet slučajno vseboval svojo Lagranževo točko 1 pa 2, pomeni, da bi bil na robu tega, da bi ga raztrgali. In to ima en ime in temu se reče Roševa limita. Verjetno je Francozu Rošu. Se pravi, ta razdalja, minimalna razdalja, na kateri lahko še planet s polmerom R in maso malim M kroži okrog zvezde z maso velikim M, je Roševa limita. In zdaj imamo mi tukaj eno nalogo, ki pa bi povabil nekoga, da mi jo pomaga rešiti. Se kdo javil? Recimo Miha. Imamo Miha s sabo? Ne? Ja, imamo Miha. Ja, Živijo, bi pomagal rešiti nam tole nalogo. sure. Okay, vprašanje je, kakšna je najmanjša perioda, s katero lahko planet z gostoto Rho še kroži okoli zvezde, ki pač predpostavimo, da ima zvezda primerno veliko gostoto. Pri manjši periodi pa bi plimne sile raztrgale ta planet. Okay, polos je ta D, ne? Ok, pač predpostavimo verjetno krožno orbito. Ne? Ja, Prav se pravi, imamo zvezdo, pa temu bomo rekli D, ne? Ok. Verjetno imamo tukaj planet z polmerom R. pa damo to v kaj, tretji Keplerjev zakon. Ok, ja. Kaj pa prav se pravi, Ta D na 3, D na 2 je 3, G večje 4 na kvadrat. ok. In pol R na 3 krat 2M z M deljeno T na kvadrat, če vstavimo uno. Se pravi, tole je enačba zdaj tukaj samo vstavimo, ne? Ja, v redu, se pravi, kaj imamo? D na 3 je R na 3 krat 2M z malim M. Vstavimo tle noter, dobimo R na 3 krat 2M velikim M z malim M vlomljeno z D na kvadrat je enako G velikim M vlomljeno z 4pi na kvadrat. Veliki M se nam krajša, ne? Zdaj pa tukaj M pa R na 3 pa prepoznamo gostoto. Je v bistvu volumen. Ja. Se pravi, zdaj bi tukaj bilo fajn, da bi množili zgori še z 4pi tretjina, ne? Pa tudi spodaj s 4pi tretjina. Zato, ker tole je pa ravno volumen, ne? Ok. Se pravi, zdaj smo dobili, če malo zapišemo drugače, se pravi 2, volumen vlomljeno z maso, pa tle spodaj imamo še 4pi T na kvadrat vlomljeno z 3 je enako GM, ne, tega manj ni, deljeno z 4pi na kvadrat. Ok, zdaj pa v bistvu stvar smo še v tem, da stvar pravilno obrnemo.
en pi se nam tudi krajša tlele. 4pi pa 4 pa en pi se nam krajša. Kaj dobimo? 2v vlomljeno z m, pa ta g bo šel dol, pa ta trojka bo šla gor, pa dobimo tle t na kvadrat. Naj preverim, če se nisem zmotil. In skupaj smo dobili, da je... Pi si pi sem še piše, pozabil, pi treba nekam dati. Pi bo tudi spodaj še, ne. 4 sem mi pa krajša, da se tole Ne, štiri. zgori bo. Pi bo zgoraj, ja. Pi bo zgoraj. In dobimo, da je t, vse to pa zdaj že bolj znano, 6pi vlomljeno z g rho. Evo. Se pravi, smo ugotovili, da v bistvu ta perioda odvisna samo od, ta minimalna perioda je odvisna samo od gostote planeta, niti ne od zvezde. Okej, no, fajn je, da je zvezda dosti gosta, da se zvezda sama prej od planeta ne raztrga, samo to bi bilo malo čudno, ne. Ja. No, evo, to je taka bolj teoretična, simbolna naloga, bomo pa kakšno bolj praktično rešili, recimo tukaj. Ja, no, okej, zdaj se bomo pa malo začeli o raketah pogovarjati, ne več toliko o samih asteroidih, ker mogoče je fajn, da se zdaj astronomi tipično ne sestavljajo glih raket, ampak znanje o dinamiki raket je zelo uporabno in tudi splošno zanimivo. Pa tale raketna enačba je precej enostavna, tako da ne bo hujših težav za razumevanje. Poglejmo si zdaj, imamo raketo, ki ima seveda motor in iz tega motorja izpihuje to gorivo. In to gorivo zdaj odleti skozi motor z neko hitrostjo, ki je pač neodvisna od tega, kako hitro gre raketa. Relativno na raketo bo tisto pač gorivo vedno z enako hitrostjo ven šibal. In temu bomo rekli pač hitrost izpuha, izpušna hitrost, ne. Tipično par, ne vem, 30 metrov na sekundo recimo. Še več. Ne vem, koliko so točno te številke, ampak pač lahko si predstavljate, približno tako hitro, kakor delci od tiste eksplozije, ne vem, kisika pa vodika ali pa kisika pa metana ali pa česarkoli pač že odletijo skozi šobo. To bo izpušna hitrost. In zdaj tukaj bom jaz na hitro izpeljal, malo bo integralo zraven, tako da tisti, ki ne boste nič razumeli, samo ne se sekirati, končne enačbe bom obkrožil in tisto bo pomembno, vse ostalo je pa samo za tiste, ki ste malo bolj radovedni, no, pa ki mogoče imate že malo več matematične kilometrine. Ja, nič, poglejmo si, se pravi, imamo raketo, recimo z maso m, in ta raketa odda en majhen košček goriva s hitrostjo v e seveda, z neko malo maso dm, ne. Ta d pač predstavlja neko delto, skratka nek delta masa odleti stran s hitrostjo v e, ampak to pa raketo pač pospeši za nek dv, za nek delta v, se pač začne raketa hitreje premikati. In zdaj ohranitev gibalne količine nam pravi, da bo dm krat v e plus m krat dv, kar enako nič, ne, se pravi, gibalna količina se ohranja. Ko tole malo obrnemo, dobimo, da je minus dm vlomljeno z m enako dv vlomljeno z v izpušna. Zdaj, se pravi, kdor tega še nikoli ni videl, samo ne se strašiti, to vas noben ne bo spraševal, to je samo za tiste, ki so bolj radovedni. Tulele bomo en integral napisali, začetna, se pravi, tukaj imamo začetno maso, bomo rekli m začetna, pa m končna masa, začetna hitrost bo recimo v začetna, v končna. Dobimo ven, integral dm z m je pač naravni logaritem, dobimo minus naravni logaritem, zgornja meja je m končna, spodnja je m začetna,
tukaj pa dobimo samo spremembo hitrosti vlomljeno z v e. Aha, zdaj ta minus lahko damo celo v logaritem, pa dobimo tole naravni logaritem, od m začetne vlomljeno z m končne enako delta v vlomljeno z v e. In za vsi tisti, ki ste si zdaj zatiskali ušesa, lahko si jih odstisnete in to je pač končna enačba. Temu se reče raketna enačba, ali pa včasih enačba Tsiolkovskega, ker to je nek ruski učitelj v srednji šoli pogledal dosti nazaj, še dosti preden so rakete obstajale zares. In še mislim, praktično še danes se točno ta enačba uporablja za to, da računajo, koliko dolg časa morajo imeti ventil na motorju odprt, da se premaknejo za primerno dolžino oziroma za primerno hitrost. Ja, in to zdaj, masa začetna je seveda masa končna plus masa goriva, ki je šla ven. Mogoče bom še to zraven napisal. In potem te enačbe lahko obračamo okoli, kolikor hočemo. Sam preverim, da sem prav izpeljal. Ja, zdi se mi, da sem prav izpeljal. Ok. Se pravi, dobimo recimo, da je masa začetna, to obrnemo, ne, enako končna masa krat e na delta v vlomljeno z v e. To je vse v eksponentu. In še to seveda napišemo, masa začetna je enako masa končna plus masa goriva. To je enačba, ki se pač da okoli obračati. Z eksponenti upam, da ste seznanjeni vsi, pač magnitude ste že delali, ne. Samo da pač tam pri magnitudah je desetiški logaritem, pa eksponent je pa pač e, mogoče bi bilo to fajn še povedati, e, pa naravni logaritem sta seveda tako kot 10 pa desetiški logaritem, samo da je pač e ena taka posebna številka, koliko je 2,7, 1, 8, 2, 8, 1, 8, 2, 8, nekaj. Pač neko transcendentno število, ki ga imate itak v kalkulatorju, pa na enih kalkulatorjih je celo tako, da se moraš bolj potruditi, da vtipkaš desetiški logaritem, kakor naravni logaritem. Ker naravni logaritem je tako naravni, povsod pride, vključno s tukaj. In ja. Ampak kdo kakšno vprašanje glede tega? Verjamem, da ste kakšni to prvič videli, ampak pač enačba je in enačba se obrača in dobi se pač različne rezultate. Pač enačba, nič tako hudo posebej. No, se pravi, če ima kdo še kaj za vprašati glede raketne enačbe pa tega, prosim na danes besedo. Razen seveda tisti, ki to zdaj gledate, oni pač ne morete spraševati. Too bad. Ok, zdaj bom pa enega spet poklical, da bo pomagal rešiti naslednjo nalogo. Koga bi pa poklical? Marija? Živijo? Misliš? Ja, zdaj se sliši, ja. Ok. Ok, a ti si že prej kdaj videla raketno enačbo? Mislim, da ja. Ok, no, ok, pa upam, da ti tole ne bo prehudih preglav zdelalo. No, je pa mogoče malo več stvari pa tej nalogi vseeno. Se pravi, imamo satelit na neki orbiti, pač kolikor kilometrov nad površjem Zemlje in ga hočemo spraviti v parabolično tirnico. Imamo maso satelita, pa vprašanje je, koliko goriva mora imeti zdaj ta satelit, poleg jasno mase samega satelita, da lahko spravimo iz te krožne orbite v parabolično orbito, pa podano imamo izpušno hitrost. Kako bi? In se pravi, zdaj hitrost krožnje, recimo, je koren iz GMD na Z, ne? Ja, ok, se pravi, hitrost kroženja je koren iz GM vlomljeno z R. In R v tem primeru je? Se pravi,
se pravi hub zaradi zemlje, če tudi, ja, iz zemlje. Takole, ne. Ok, to zdaj vstavimo sem noter in to dobimo zdaj eno številko, ne. Dobro, koliko pa zdaj, mi bomo zdaj rabili pač povečati našo hitrost na nekaj drugega, da bomo lahko prišli v parabolično tirnico. Tukaj je parabolična tirnica, veš. Ja, parabola ima pa hitrost koreni 2g deljeno z Ja, eno. parabola je taka krivulja, po kateri pač objekt leti in se v neskončnosti lih ustavi. Se pravi, Ja. na paraboli ima objekt vedno lih ubežno hitrost v tisti točki, se pravi ubežno kot drugo kozmično. In druga kozmična hitrost v tem primeru ja, bo, takole bom napisal, tole je v začetna, ne, v končna bo pa koren iz 2gm polomljeno z r, ne. In naš delta v pride Je končna minus začetna. tako, v končna minus v začetna in to je koren iz 2gm polomljeno z r krat koren iz 2 minus 1. Ok, ena je tu vtipkal v kalkulator pa pove, koliko je. Ni treba, da je Marija, lahko tudi pač kdorkoli drug. Pa tudi jaz bom, da najdem kalkulator. Ja, polmer Zemlje pa maso Zemlje veste. Lahko vzamete 6473 kilometrov pa 6 × 10⁻24 pa pač G je 6,67 × 10⁻11. Meni pride 4,5 km na sekundo, sam lahko Meni- tudi kdo še preveri. Meni tudi. Ok, se pravi 4,5 km na sekundo. Ok, ja, očitno imamo precej za nič izpušno hitrost, bomo rabili kar veliko goriva. Po mojem ta podatek ni čist, dajmo reči, da je tle rajši 300, ok, da bo malo bolj realističen rezultat prišel. Po mojem sem se zatipkal. Ok, ja, super, delta V imamo, zdaj pa vprašanje samo še masa goriva, ne, in to pa jasno bomo uporabljali tele enačbe, ne. Se pravi, imamo mi končno maso, to je končna masa, ne, brez goriva, pa te enačbe moramo nekako, začetne mase ne vemo in tudi nas ne briga, se pravi, bomo nekako te enačbe tako oblikovali, obrnili, da bo samo masa goriva izražena s končno maso. Ja, najboljše, da takole napišemo, ne, se pravi, začetna masa je končna masa krat ena delta V vlomljeno z VE, kar pa je tudi enako v resnici masa goriva plus masa končna, ne. Zdaj imamo tole dvoje, tole obrnemo, dobimo masa goriva je masa končna krat ena delta V vlomljeno z VE minus 1. Ok, zdaj pa lahko nekdo vstavi tukaj noter, bom tudi jaz seveda. Pa upoštevajte 300 metrov na sekundo bo po mojem boljše kakor 30. Ne, ja, že vidim, težava je bila, težava je bila, ni 300 metrov na sekundo, ampak 300 kilometrov na sekundo. Bom takoj popravil, tale, ne 300 metrov, ampak 300 kilometrov, 30 kilometrov, sorry, 30 kilometrov.
tudi to sicer ne bo v redu, ni realistično, no, ampak ajde se vse. Ja, jaz dobim Ivan, 120 meni- kil. Aha. Ja, isto 120. 120, ne? Ok. Pravi, masa goriva je 120 kg. Ok, to je vsaj približno realističen rezultat. Oj, kaj je to? Dobro, a ima še kdo vprašanje glede tega, kaj? Ok, ja, jaz imam še za pokazati eno stvar. Jasno, to raketna enačba deluje v vakuumu in v nekako tirnicah dobro. Če pa bi hotel recimo to enačbo uporabiti za vzlet, ne, direkt na površju Zemlje, bi bilo pa malo bolj komplicirano, ker se nam tale zakon o ohranitvi gibalne količine se nam ne ohranja čist, ker imamo tukaj še sunk sile gravitacije zraven. In potem se nam malo bolj zakomplicirajo enačbe in sicer se tudi nekaj da rešiti. In lahko pol si pogledamo tlele, kako je pač odvisnost višine od časa, pri čemer imamo tlele par parametrov, tole je G, začetna masa pa začeten masni pretok. Se pravi, recimo, da je masa satelita 1000 ton, pa začeten masni pretok je 10 ton na sekundo. To je kar veliko. Pa izpušna hitrost je 3000 metrov na sekundo. In zdaj, tukaj imamo eno številko, ker če ta številka na začetku ni večja, če je ta številka večja od 1, potem se izkaže, da raketa ne bo vzletela. In recimo, kaj lahko naštemamo? Če je izpušna hitrost premajhna, ne, se lahko zgodi, to je zdaj tisti mejni primer, ko raketa v bistvu na začetku prižge motorje in se v bistvu nikamor ne premakne, še to je višina, ne, to je čas, se nikamor še ne premakne, dokler ne izprazni sebe dosti, da ne izgubi dosti mase, da se potem začne premikati. In v primeru, da bi bila izpušna hitrost recimo še manjša, začne najprej raketa dol jeti, hipotetično, če ne bi imela stojala, in potem šele, ko se ji masa dosti zmanjša, začne nagor jeti. To se je enkrat zgodilo, zdaj obstaja veliko teh raznih zagonskih podjetij, ki se ukvarjajo z izstrelitvami in podobnim, so jim neki motorji zatajili in raketa je dobesedno vzletela po stran. Pač ni bilo dosti potiska, da bi šla naravnost, je bilo pa lik dosti, da se je odmaknila z rampe in začela malo po stran, praktično lebdeti, in potem, ko je dosti goriva vkurila, da se ji masa dosti zmanjšala, je potem vzletela. Pač, verjetno niso bili prav zelo veseli. Je bilo pa zabavno to videti. Še ena stvar vam za omeniti. To bo pa nekaj, čemu se reče Obertov izrek, Obertov efekt. Samo tako čisto za intermezzo, Obert. Obert. Največ vprašam eno stvar. Recimo, da ste bili v eliptični orbiti in bi hotel čim bolj povečati svojo energijo z nekim izpuhom. Kje v tej orbiti se vam najbolj splača motorje prižgati? Tam, ko imaš največjo hitrost. Točno. In to je v peri karkoli pač že, peri geju, peri heliju, peri abscidni točki. Zakaj? Zato, ker tebi se hitrost poveča za neko konstanto, ne? Se pravi, ti dobiš V plus nek delta V. Ne? In vprašanje, kdaj bo sprememba kinetične energije največja, ja, delta sprememba kinetične energije je kinetična na koncu minus kinetična na začetku, kar je V plus delta V na kvadrat polovic pa še masa, minus V na kvadrat polovic pa še masa.
In zdaj, če to dobro pogledate, tle se nam kvadrat v odšteje, dobimo m polovic krat 2v delta v, pa še mi plus delta v na kvadrat. Ne? In zdaj, vi imate nek konstanten delta v, ki ga lahko naredite, ampak vaša kinetična energija se bo pač povečala z 2x2 delta v, se pravi, večja kot je vaša začetna hitrost, večja bo sprememba kinetične energije pri tem izpuhu. In temu se reče Obertov efekt. To pomeni, najbolj se vam splača motorje prižigati, ko ste v periapsidni točki. Ja, to je samo tako mogoče za zanimivo zraven. Pa mogoče bo kdaj v kakšni nalogi prav prišel. Ja, no dobro, zdaj pa še zadnja tema. Zadnja tema bo pa gravitacijska frača. Ne, še eno stvar sem pozabil reči pri raketni enačbi. Vedno, ko računamo z temi enačbami, pač predpostavimo, da je ta izpuh trenuten. Da se praktično, da se naše telo ne prestavi sploh v tistem trenutku, ko pač samo pospeši. Naredi zelo, zelo kratek izpuh in pač se pospeši za to našo hitrost. Zato, ker če bi ta izpuh bil dolg, če bi dolg časa trajal, pa bi bilo zelo, zelo težko matematično računati. Ok, se pravi, zdaj se pa recimo še gravitacijski pospešek med tem spremeni. To bi bilo grozno. Zato se vedno rečemo, pač ta sprememba hitrosti je zelo trenutna. Se pravi, pospešek je pač velik. Samo tako. V tem trenutku ima tako hitrost in v naslednjem trenutku ima večjo hitrost. In to je zelo, zelo dobro, dejansko res drži. Razen, ok, ob vzletu, ker smo tako rekli, da so malo drugačne enačbe, ko sateliti pa rakete se popravljajo v vesolju, pač so te izpuhi običajno precej kratki, reda par 10 sekund. Ok, gravitacijska frača. Kaj je to? To je pa zdaj, se pravi, predstavljaj se, da imamo planet, ki takole kroži in mi recimo pridemo po neki orbiti zelo blizu njega, nas bo ta planet seveda nekako zagrabil in nas pač v neko drugo smer poslal. In mi bi radi poračunali, v katero smer nas pošlje, pa kako hitro se kaj spremeni, pa tako naprej. In stvar bi bila v resnici zelo komplicirana, ker recimo mi smo hipotetično za planet v neki hiperbolični orbiti, zdaj da bi vso to orbito računali na ta planet, je dosti grozen. Pač lahko si tle pogledamo eno animacijo, sama stvar, se pravi, tole je v primeru Sonca, ne, se pravi, nek planet se giblje in mi pridemo zraven tega planeta in ta planet nas pač nekam odnese. In to je načeloma zelo komplicirano, mislim, če bi takole hotel direktno računati, ni prijetno. Ampak lahko se pa postavimo v opazovalni sistem planeta. V tem primeru je pa stvar čisto enostavna. V bistvu gre za popoln prožni trg. In vam bom pokazal, kako to deluje. Dobro, se pravi, ko računamo gravitacijsko fračo, naredimo ene par predpostavk. Najprej delamo se, da gravitacijski privlak planeta deluje res samo v čisti bližini planeta, pa da se ta dogodek zgodi zelo hitro. Se pravi, da se druge stvari v okolici, se pravi, premik po glede na Sonce, pa take stvari, da so zanemarljive. Se pravi, rečemo si, da v bistvu čas, ko deluje planet gravitacijsko na nas, je omejen samo na tisto bližnjo okolico planeta in samo za tisti bližnji čas, ko se to zgodi. Se pravi, v bistvu v ta dogodek nekako, kako bi rekel, stlačimo vso gravitacijsko nesnago, ki pride iz enačbe in samo rečemo, ok, to so zdaj naše enačbe, ki so dosti lepe v resnici, in v bistvu pozabimo na vso ostalo gravitacijsko zgodbo od planeta, ker hiperbolične orbite so hiperbole, pa so matematično komplicirane, te pa v bistvu rečemo, da so namesto, da je nekaj takega, rečemo, da je pač tole. In to je ful bolj enostavno opisati, kot tole ukrivljeno zadevo. Ja, no, prva stvar, ki bomo naredili, se bomo postavili v opazovalni sistem planeta. Mi pridemo do planeta, pa se in mi gibljamo in planet gibljamo, ampak glede na planet,
pa v tistem zelo kratkem času v resnici si lahko predstavljamo, da se in mi, in planet gibljemo praktično v ravni črti. Čeprav v resnici planet kroži po tirnici, krožnici, mi tudi imamo lahko bohvit kakšno orbito, se pravi naša sonda, karkoli asteroid, karkoli. V tistem trenutku, v tem kratkem času, ko deluje dejansko planet gravitacijsko na naš objekt, pač se delamo, da vsi se premikajo linearno. In najprej se postavimo v opazovalni sistem planeta, tako da planet miruje in mi se pač pod nekim, mislim, z neko hitrostjo približujemo temu planetu in recimo nas zanese za nek kot. In v resnici lahko pač res mislimo, da naredimo oster odboj. Še ena predpostavka je seveda naš asteroid, sonda, satelit, raketa. Karkoli je bistveno manjši po masi kot planet. Se pravi, planet, to je logična predpostavka, jasno, ampak dal bi se tudi poračunati, če ne bi bilo, ampak zaradi enostavnosti rečemo, planet samo nadaljuje svojo pot, ker je toliko večji. Zato nam v resnici tudi v tem primeru ne bi zelo pomagalo recimo ohranitev gibalne količine pa vrtilne količine, zato ker je pač planet toliko velik. Najprej se postavimo v opazovalni sistem planeta in potem ugotovimo, da v bistvu gre samo za trk. Najprej si pogledamo, ker je stvar totalno simetrična, pogledamo si simetrijsko os, tole je simetrijska os, in v resnici se je zgodil prožni trk od tele ravnine. In to je to. To je vse, kar je fizikalno. Zdaj lahko bi enačbe začel pisati, pa se mi zdi, da mislim, bom ene par enačb napisal, ampak v bistvu to je tako fizika prvi letnik. Zgodi se odboj na tej simetrični ravnini, tale komponenta hitrosti se ohrani, tale komponenta hitrosti se obrne. Ampak to je samo v sistemu, se pravi tukaj, ko imamo to točko na tej strani, se pravi, ta je ista, ta je pa pač obrnjena. Edino, kar je potem še treba paziti, da se moramo vrniti nazaj iz opazovalnega sistema planeta v opazovalni sistem, recimo Sonca, tipično. In recimo, to je zdaj zelo splošno, se pravi, tukaj imamo v pravokotno, v vzporedno, to je naš V, torej v vzporedno, tale v vzporedno, še vedno tukaj pa minus v pravokotno. In tole je naša V končna. V začetna, to je pa V končna. Ampak to je vse glede na opazovalni sistem planeta. Ta planet je pa možno, da se giblje čisto v kjerkoli smer, recimo, da ta planet se pa sem giblje. Se pravi, to je receptura, sploh ni enačba. Najprej se postavimo v opazovalni sistem planeta, potem pogledamo, kam se v tem opazovalnem sistemu stvar odbije, rečemo, v bistvu je to samo popolnoma prožni trk, in potem se prestavimo nazaj iz opazovalnega sistema planeta v naš opazovalni sistem, kot smo ga imeli prej. In dobimo s tem, kako se stvar giblje na koncu. Dajmo en primer pogledati. Tak bolj enostaven, recimo, da se planet giblje sem, s hitrostjo, 10 km na sekundo, se pravi planet, in potem recimo, da miruje, da je naš sistem tak, da v njem miruje naša sonda v tem trenutku zraven planeta. In potem, kaj se zgodi, planet le sem pride, to sondo pa odnese direkt pod kotom 45 stopinj. In to bo izgledalo ful kompliciran v tem našem sistemu, ker pač bo izgledalo, da ta sem pride, ta tle miruje in potem tako gor odnese. Zdaj pa si pogledamo, kako bi to izgledalo v sistemu planeta. Zdaj pa planet miruje in zdaj se ta naša zadeva premika sem s hitrostjo 10 km na sekundo. In potem jo odnese, to je zdaj malo bolj komplicirano, ampak odnese jo pač nekam, dajmo razmisliti, se pravi, tako premika,
se pravi nekako takole odnese. In kar vemo iz te naše začetne skice je, da relativna hitrost v tej smeri, recimo temu x smer, v x smeri bo relativna hitrost še vedno 10 metrov na sekundo. Ok, to sem zdaj nekaj zamočil. Ja, to sem res nekaj zamočil. Ok, tak sistem, taka situacija se ne more zgoditi. To je pa težava, ker se nisem dosti pripravil. Zato, ker pol se nekaj z hitrostmi ne bi mogel sešiti. Ok, taka situacija se ne more zgoditi. Popravimo tole. Dajmo kaj bolj enostavnega. Recimo, dosti bolj simpel, se pravi enodimenzionalno, ne bomo z dimenzijama komplicirali. Imamo planet s hitrostjo, ne vem, 10 kilometrov na sekundo, naša sonda s hitrostjo 5 kilometrov na sekundo, postavimo se pa recimo, da jo potem obrne takole. Direkt nasprotno. To je zdaj čisto preprost enodimenzionalen primer. Ja, ok, samo pogledamo, se pravi, v sistemu planeta imamo planet pa sondo, ki gre sem s hitrostjo 15 na uro, in potem jo vrže nazaj s hitrostjo 15 na uro. Na uro na sekundo. In zdaj, to je v opazovalnem sistemu planeta in zdaj v bistvu se prestavimo nazaj v ta zunanji opazovalni sistem, kjer se pač planet premika z 10 kilometri v tisto smer, ta se pa glede na planet še 15 v tisto smer. Se pravi, končna hitrost te naše zadeve, ki je šla okoli planeta, bo 25 kilometrov na sekundo. A ste to zastopili? Ja. Ok, pač v splošnem je stvar malo bolj komplicirana, jasno, zato ker pa so še ti koti, pa tisti moj primer ni bil pretirano dober, zato ker se pa neke hitrosti ne seštejejo. Ampak ja, v splošnem. Zdaj, ta naloga, ki je tukaj spodaj, sem jo napisal pred 1 uro na vlaku, tako da mogoče sploh nima rešitve. Ker se mi zdi precej težka, veliko neke geometrije, tako da je ne bomo zdaj tle reševali. Lahko se jo probate lotiti doma, pa mi sporočite, če slučajno ni rešljiva. Pa če se jo kdo loti, mi lahko tudi rešitev sporoči. Drugače pa smo s tem zaključili z današnjim predavanjem, bolj kratko je bilo. Sporočili so mi, da vam moram sporočiti, da bo da bo naslednji teden tudi še eno tako bolj kratko predavanje, mislim, da bo optika, mislim, da bo vid imel, ali če sem prav razumel. Pač na tem seznamu predavanje je zaenkrat, mislim, da še prazno, ampak bo ena stvar, pa ne bo dolga. Samo to vam moram še sporočiti. Povejte, če ima kdo kakšno vprašanje glede današnjega predavanja ali pa česarkoli. Upam, da ste se spočili po mesjeju. Pa če ni več nobenih vprašanj, bomo pa zaključili za danes.